V podjetjih Marinblu in Seleja so delavci delali po 15 ur na dan. Bili so nadzorovani, ustrahovani in prikrajšani za osnovne pravice, kot sta počitek in malica. Ko so inšpektorji ugotovili ponarejene evidence delovnega časa, neizplačane dodatke za nedeljsko in nočno delo ter hude kršitve pri izplačilu plač in regresov, so lastniki podjetij vse kršitve zanikali. Čeprav sta lastnika leta in leta zanikala vse obtožbe, je koprsko sodišče leta 2022 vložilo obtožnico proti obema podjetjema in proti odgovornim osebam. Prejšnji teden pa smo izvedeli, da sta obtožena na sodišču podpisala sporazum o priznanju krivde. To pomeni, da sta po letih zanikanja končno priznala, da sta izkoriščala svoje zaposlene. Medtem ko so delavci garali v nečloveških razmerah, so podjetja prejemala javna sredstva, družina Šuštar pa si je na plečih izgaranih delavcev gradila vilo na luksuzni lokaciji na Primorskem. A za take bolj učinkovite in bolj ostre ukrepe na Ministrstvu za gospodarstvo za zdaj ni bilo posluha. Da bo ta vlada, ki je Ministrstvo za delo podredila interesom kapitala, sprejela kakršnokoli zakonodajo, ki bi takšne zlorabe preprečila ali kaznovala takšne lastnike, zato ni za pričakovati. Če iščeš stranko, ki se bo še naprej borila za delavske pravice, izberi Levico.